Zdaj se pa že vidi vrh Triglava. Dober juter, danes greva z Matevžem na Triglav. V prejšnjem videu sem govoril o najlažji poti na Triglav, danes sem pa še pokazal. Zdajle sva v krmi in greva najprej do Planike, pa čez mali Triglav na vrh. Ura je 4, tako da sva kar zgodna, sam morava biti, ko so popoldne napovedane nevihte. Zanimivo je, da je tale parking že zdajle skoraj cel poln, tako da na to računite, če boste bolj pozni. Zdaj se bova ustavila pri eni leseni bajtici in bova tam naredila prvo pauzo. 600 višinca, 4,25 km. Zdaj hodva 1 uro 11. Dom Planika 3 ure še. Tlele pa, kakor se spomnim, je bilo za vodo natočiti, samo zdaj pa vse suho, tako da zato imeti fajn s sabo malo več. No, pa sva prišla do koče. Ura pa takole prav. 760 višinca, 5 km, pa ura pa pol. Zdaj pa malo malce. Evo, sva se najedla, zdaj pa naprej. No, pa je tlele voda. Bolj slabo teče, sam je pa. Pri tem koritu morate paziti, kaj treba jeti za Planiko naravnost gor. Za Krederco pa desno. Pa kaj je zdaj vroče ratal. Kuj, ko se sonce pokaže čist drugo. Evo, tlele se pa že vidi konjsko sedlo. Tam se ta pa pot z Rudnega polja združta. No, takole, pa sva prišla do konjskega sedla, tukaj piše še 1 uro do Planike, do sem je bilo slabih 1100 višincev, skoraj 6,5 km, pa 2 uri 25. Se tle se nova kaj dosti ustavljala, tako da kar greja naprej do Planike. Tukaj pa spet odcep, naprej gre za Krederco, levo pa za Planiko. Tole je pa pot z Rudnega polja. Še dobro, da sva se na konjskem sedlu namazala sončno kremo, ker tle bi naju pržgal k čevape na roštilju. Tale del od konjskega sedla do Planike je najhujš glede sonca. Zato, ker tukaj ni nobene sence. Zdaj se pa že vidi vrh Triglava. Tale je pa mali Triglav. Pa sva pri Planiki.
Se izgleda, da je zaprta, ker nim benga tukaj. Do sem je 1475 višinca pa 8 km. Zdaj imava cajt 3 ure 15. Zdaj pa še najtežji del. Jaz si bom zdaj tukaj dal pas, pa samo varovalen komplet gor in pa seveda čelado. Prej je bilo to kuroče, zdaj me pa zebe tle v senci. Je pa fajn, ker ni benga, zato kaj koča zaprta. Se sicer ne vem, zakaj je zaprta, ker ponovadi se 15. junija odprejo. Gleda, da planika še ne obratuje. Takole pas, zdaj pa še samo varovalen komplet. Evo, zdaj pa kele gor, na vrh. Jaz vidim zdaj veliko ljudi gor. Sam na tej kameri se po moje ne vidi. Mogoče edin, če s telefonom slikam, če se kaj videl. Po mojem je danes prekredarci veliko bolj živahen, kakor tukajle. Vse zaprt. Zdaj sva bila tukajle 40 minut, tako da je že te zadnji cajt, da grejo na vrh. Tukaj sem tudi palce pospravil, ker jih zdaj višji ne bom več rabil. No, takole, Triglav, čez mali Triglav, evo, to je ta, uro pa pol. Ja. Kva se tlele lepo vidi oblika Triglava. Še malo pa se je začele zajle. Tukaj pa sam treba biti pozoren, malo roke uporabljati, pa paziti, kam se stopa. No, tukaj se pa začnejo zajle. Zdaj pa komplet. V glavnem, pri samo varovalnem kompletu morate paziti samo na to, da imate en karabin skozi vpet. In ko se prepenate, najprej odpnete enega in potem drugega. Pa nikoli se ne naslanjati na ta samo varovalen komplet, ker tole ne drži. Ker point tega je, če padete, da se tale trak noter odvije in to ga je ene 2 metra. Tako da, če se te vi naslonili na to, se bo tole sam odpel. Tako da v bistvu naloga samo varovalnega kompleta je, da če padete, da ne padete dol zgore, ampak padete samo ene 2 do 3 metre dol. Ja, Setko. Na temule predelu, ki ni toliko izpostavljen, pa ni zajle.
Tako da tle je fajn sam, da greste čim bolj povsred, da niste na robu. En minus tega prpenjanja je, da boste veliko bolj počasni. Tako da lahko se prpenjate tudi samo na določenih odsekih. Tam, ko se vam zdi nevaren, se zapnete, nekje, kjer pa ni toliko izpostavljen, se pa recimo samo z roko držite za zajlo. In imate potem roko namesto tegale kompleta. Tako da zdaj bom jaz imel recimo mojo levo roko skozi na zajli. Tistole tamle dol je pa krederca. Ljudi. To je pa problem poletja, ker so pol takele kolone. Tukajle gor se bosta pa ta pot pa pot s krederce združile. Tole je mali Triglav. No, takole. Pa sva prišla do križiša. Tlele dol se gre do krederce. Na vrh pa tukajle. Tole je pa Triglavski ledenik. Tamle gor se pa že vidi vrh. Mogoče še ta zadnji malo postavljen del. Fuj, koliko muh. In tu se en posral. Ja, se je, lej drek. Fuj. No, zdaj se pa živi Aljažev stolp. No, takole. Pa sva na vrh.
Evo ga. Fajn je bilo, ko sva ujela, da ni bilo nobenega preljažom v stolpu, tako da imava zdaj dobre slike. Drugač mi pa ura kaže, da je do vrha 1965 višincev, pa 9,8 km. Nucala sva pa 5 ur. Tamle čez je pa ta drug najvišji vrh v Sloveniji, Škrlatica. Na tega je pa malo težji prideti, zato ker ni nobenih koč na poti. Tako da je nujno treba iti v enem dnevu. Pol ure sva bila na vrhu, kar je čisto lepo, da malo poješ, pa da poslikaš. Ampak glih preveč se pa tudi ni treba tlele zadržati. Sploh kaj pol popoldne tak vreme napovejan. Se zdajle pa zgleda že malo bolj turistično na vrhu. V bistvu izpuščate najtežji del. Najboljše je plezati obrnen proti skali navzdol, res da takole manj vidite pod noge, ampak je najbolj varen. Če boste šli s hrbtom obrneni proti skali, je večja nevarnost, da zdrsnete. Tole je pa problem Triglava. Čisto zlizana skala. Nazaj na Malem Triglavu, zdaj je šla pa nazaj dol do Planike, pa v dolino. Planika. Še ta zadnje zajle. Zdaj se malo pa sam še 150 višincev za spustiti do koče. Posel pa iz tahujga men. Tale je zdaj še malo nevaren. Sploh takole, ko so teli kamenčki, v bistvu pesek gor na skali, je lahko problem. Planiko zapuščava s polnim trebuhom. Do zdaj sem spil 2,5 litra vode. Tako da tudi, če sva začela hoditi v bistvu sred noči, pa danes sploh ni to vroč dan, bom še vsem spil 3 litre. Konjsko sedlo. Zdaj hodva 7 ur pa pol, pa prehodila sva 13 km. Zdaj se pa že vidi prgrca tamle dol, to je tista koča. Tlele je treba biti še pazljiv, ki je bolj tak krušljiv teren. Tukaj je pa križišče, ki ga za gor nisem posnel. V glavnem tle se gre za Planiko, desno pa za Krederco. Tle spodaj je pa tudi tole korito, kjer se da natočiti vodo.
greja kar naprej, se nava ustavljala pri tej koči. Tele oblaki v zadnji na vsake 5 minut se spremenijo. Iz Borovcev nazaj v gozd. Tale je ful boljš luft. Ker tam v teh Borovcih je bilo prav vroče. Ker zgleda ful dobro, zadržuje toploto. Evo naju, nazaj pri avtu. No, takole imamo. 2000 višinca, 19 km, 9 ur 20. Se zgleda, da je malo več razdalje, kakor sem jaz v prejšnjem videu napisal. Sam jaz mislim, da ta glavna stvar so višinci. Upam, da ste uživali v tem videu. Če imate kakšna vprašanja, jih napišite v spodaj v komentarje. Drugače pa to za danes, ne? Pa se ga naslednjič. Ajde, čau.